Gremo na vprašanje na to temo izključno. Izvolite. Vesna. Vesna Deržek, TV Slovenija. Mene zanima, gospod predsednik vlade, vendarle, res je, da imate diskrecijsko pravico po računskem sodišču, ampak ali ne gre na nek način za nezaupanje v računsko sodišče? Ali boste spreminjali tudi zakon o računskem sodišču? Če bo zakonodajalec spremenil zakon in bo napisal, da ugotovitve računskega sodišča same po sebi pomenijo razlog za razrešitev ministra in da na to ne more vplivati ne predsednik vlade, ki je sicer mandatar in ki odgovarja za delo ministrov, niti ne državni zbor, potem ne bo drugega kot spoštovati odločitev in razrešiti ministra ali ministrico. Vendar zakon o računskem sodišču tega ne predvideva. Zakon o računskem sodišču seveda upošteva delitev oblasti in delitev pristojnosti med temi oblastmi. Zato seveda možnost, da bi računsko sodišče razreševalo ministre, pomeni, da ta oblast ne bi bila ločena, ampak bi bila pravzaprav na nek način vrhovna v rokah računskega sodišča. Zato tako zakon ni napisan, ker sledimo vzoru drugih držav. Je pa poziv, ki ga je treba spoštovati. In jaz nisem z levo roko odklonil poziva računskega sodišča. Sem od ministra zahteval, da mi da argumente. Povedal pa sem vam zelo odkrito. Tukaj je bilo potrebno upoštevati dejstvo, da je minister Križanič najbolj obremenjen minister v času regulacije finančne in gospodarske krize in da je kljub temu njegovo ministrstvo resno pristopilo k odpravi pomanjkljivosti. To dvoje mi daje dovolj, bom rekel, moralne opore za tako odločitev. Nič vam ne morem reči, kako bom storil naslednjič, ko se bo računsko sodišče odločilo, da me pozove na razrešitev. Nič. Znova bom pretehtal razloge in se odločil. Rad bi, da naši ljudje vedo, da pri moji odločitvi ne gre za nespoštovanje institucije ustavnega sodišča, računskega sodišča. Če bi šlo za nespoštovanje računskega sodišča, bi bržkone zavrnil prvi hip to odločitev in jo zelo kratko utemeljil, da je pač ne sprejemam. To ni res. Prvič je moral minister Križanič zelo temeljito pripraviti odgovor in drugič tudi moje pismo, ki sem ga bil danes naslovil na predsednika računskega sodišča, gospoda Šoltesa, zelo spoštljivo govori o avtoriteti računskega sodišča, tudi o moji diskrecijski pravici, da se odločim tako, kot menim, da je prav. In prevzemam nase seveda vso odgovornost. Redo, naprej. Dara Lažič, gospod predsednik, če sem vas torej prav razumela, bolj z moralnega vidika ste sprejeli odločitev, ker je najbolj obremenjen minister trenutno v vladi, ste morda prebrali teh 141 strani zagovora, oziroma kako vam je to uspelo v enem dnevu? Jaz sem ministra, ker gre tudi za stvari, ki so zame strokovno zahtevne, vseh stvari v 18 ministrstvih ne morem obvladati, sem prosil, da se naredi tudi povzetek, da lahko lažje kot predsednik vlade razumem, kaj je bil problem in kakšno rešitev je sprejelo ministrstvo. Konzultiral sem se z drugimi ministri, konzultiral sem se z neodvisnimi strokovnjaki in na koncu sprejel to odločitev. Še enkrat poudarjam, gre za diskrecijo, gre za to, da je vsakič, ko se računsko sodišče odloči, da pozove predsednika vlade, da razreši ministrico ali ministra, potrebno zelo temeljito spoštovati ta poziv in ga tudi utemeljiti. Jaz sem ga danes poskušal, kolikor je mogoče razumljivo, razložiti slovenski javnosti, da ne bi imela občutka, da se požvižgam na avtoriteto računskega sodišča. Prav. Še kakšno vprašanje? Ja? Da? Lidija. Lidija Pak, TV Slovenija. V tem dokumentu, ki ste ga prejeli včeraj, Ministrstvo za finance opozarja tudi, da bi uveljavitev zahtev računskega sodišča lahko pomembno vplivala na naš primanjkljaj in pa dolg. Da. Ali vas to skrbi? Prav gotovo, zato sem tudi opravil nekaj razgovorov. Mogoče bo bolje, da Franci pove, kaj je bistvo. Veste, da so se tudi včeraj odzvali, gospod Lidija, na statističnem uradu in
drugje, ne, pristojne institucije, da ne bi prišlo do kakšnih situacij, v katerih bi lahko mednarodni finančni trgi drugače razumeli realne podatke v Sloveniji, kot pa so. In je to seveda zelo pomembno vprašanje, ki ste ga izpostavili, France. Torej, dejstvo je, da takrat, ko neka ustanova, bodi si, da je privatna ali javna, deluje v imenu in za račun države, seveda v tem primeru je treba in ustrezno primanjkljaj in ustrezno dolg knjižiti in tu ni nobene razprave. To se je ustvarili so se neki usporedni skladi in računi, ki so se desetletja vlekli in to sedaj odpravljamo. To je zdaj ena od nalog, ki je prišla poleg vsega ostalega, kot je omenil premier, še na to vlado. In to jemljemo resno. Zdaj ponekod, kadar je sod v vprašanju, je seveda to konsolidirano tako ali tako v širšo javno bilanco. Tam, kjer bodo pa nekateri drugi, naprimer infra, ko bo Ministrstvo za okolje in prostor spremenilo njen položaj, to je podjetje, ki investira v urejanje voda na spodnji Savi oziroma v bistvu v Kradno nabrežina, ne, pri novih elektrarnah, tam se bo pa nekoliko poznalo tudi pri primanjkljaju. Vendar pa ne dramatično, da bi rekel, da se tu spreminjajo bistveno odstotki bruto domačega produkta. Prosim? Ja, tam bo šlo po moje zdaj zelo preko prsta, ker nima podatka, za okoli 30 milijonov nabranega dolga. Ja. Mirko? Premier, kako dolg, če smemo vprašati, je bil ta povzetek in kdo je neodvisni strokovnjak, o katerem ste govorili, poleg tega pa pravzaprav nek splošni komentar, ali je to porast revizijske oziroma računovodske stroke proti neki politični matematiki? Ne. Najprej konzultiral sem več strokovnjakov. Ko mi je minister Križanič prvi dan, potem, ko so na računskem sodišču objavili poziv, dal zelo sumaren povzetek njegovega odgovora. Sem se konsultiral najprej z ljudmi, za katere sem domneval, da mi lahko zelo neodvisno povedo, koliko držijo navedbe in koliko je pravzaprav minister in njegov resor odgovoren za to, da bi jih odpravljal. Moram reči, da praktično ni bilo nikogar med njimi, ki me ne bi opozoril, da finančni minister odpravlja nekatere nepravilnosti, ki niso plod zakonodaje, ki bi jo on ustvarjal, torej nepravilnosti iz preteklosti v času, ko mora hkrati regulirati težave v realnem času. Poleg tega so vsi menili, da gre odprava nepravilnosti v pravo smer. Morda gre prepočasi in dejstvo je, da Državni zbor ravno kar obravnava 2 zakona. Mislim, da si bil včeraj na odboru za finance z enim od njih. Oboje mi je dalo vedeti, da je na koncu, da sta ti 2 okoliščini bistveni za mojo odločitev. In kot rečeno, danes vam ne znam in tudi nočem povedati, kakšna bo moja naslednja odločitev, če bom pozvan za to, da se zaradi ugotovljenih nepravilnosti pozove k razrešitvi kakšnega drugega ministra ali ministrice. Imena strokovnjakov oziroma obseg poročila povzetka? Več povzetkov je bilo narejenih, vedno sem poskušal razumeti probleme, kot rečeno, po stroki nisem bankir ali finančnik in skušal sem stvari razumeti tako, da bo moja odločitev, ko jo bom sprejel, razumela tudi slovenska javnost. In potem, kar sem lahko razumel, jaz sem se tudi lahko brez sleherne slabe vesti odločil. In stojim za to Ne, rad se konsultiram z ljudmi, ki tudi sicer radi ostanejo anonimni, ker so neodvisni in želijo samo pomagati svojim stališčem. Če bi šlo samo za politično sorodne duše, potem jih nima smisla spraševati, ker bodo že tako privrženi neke odločitvi. Gre za ljudi, ki imajo neko strokovno mnenje in ga bodo povedali, ne glede na to, ali mi bo všeč ali ne. Ravno zato jih vprašam. Sicer je poročila 141 strani. Izvoli. Ja, še ena zadeva. Računsko sodišče se včeraj že odzvalo na odgovor finančnega ministrstva. Hkrati so vam ponudili tudi možnost, da še vam razložijo, zakaj niste te roke sprejeli. To roko bom sprejel, kot sem obveščen je predsednik Računskega sodišča v tujini, takoj ko se vrne, ampak po moji odločitvi. Tako sem se bil odločil, ga bom prosil za razgovor.
nisem želel, da bi kakorkoli najmen pogovor v javnosti zbudil vtis, da se pogovarjava o tem, kaj naj storim. To je moja odločitev. On je svojo sprejel. Zdaj pa se morava naprej pogovoriti o stvareh, ki zadevajo avtoriteto Računskega sodišča, ki jo želim spoštovati, in ne nazadnje moja odgovornost, da sem odgovoren za delo ministrov in ministric. Če kršijo zakone, če jih ne izpolnjujejo, če zamujajo, moram to, če mi Računsko sodišče naloži, da preučiti in se potem ponavljam, odločiti, ali bom sprejel poziv ali ne. Tako da še enkrat, za voljo javnosti, ker vidim, da sem in tja nekateri menijo, da je poziv avtomatično že odločitev za razrešitev in da ji potem predsednik vlade s tem, ko ji ne ugodi, pravzaprav nasprotuje. Ne, je diskrecijska pravica prav zato, ker jaz sem prišel s ekipo ministrov pred parlament in dobil mandat parlamenta zanje in v nasprotnem primeru bi imeli težavo z odgovornostjo za delitev oblasti. Še kakšno vprašanje? Ja, Vera. Morda na drugo temo še. Prosim, seveda. Če potem s vami dva. Delavce